Iz življenja vesoljne cerkve. Športniki na svojem jubileju v Vatikanu. Papež v katehezi o ideologijah v cerkvi. Jezus nikoli ne ločuje. Sestre v Indiji skrbijo za uboge. Kako jim lahko pomagamo? Predstavili slovenski prevod okrožnice papeža Frančiška Ljubil nas je, ki predstavlja njegovo duhovno oporoko. V Nigeriji znova strašen pokol katoličanov. Dober dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Papež Leon XIV je na nedeljo Svete Trojice v baziliki Svetega Petra daroval mašo ob jubileju športa. V homiliji je izpostavil globoko povezavo med vero in športom, ter poudaril, da šport ni le tekmovanje, temveč prostor rasti, darovanja in človeškega zorenja. Bog ni statičen, ampak živ odnos, Oče, Sin in Sveti Duh. V tem občestvu, v tem plesu ljubezni najdemo temelj za razumevanje športa kot duhovne izkušnje, je dejal papež. In binom trojica šport povezal s teološkim pojmom božanske dinamike dajanja in sprejemanja. Papež je spomnil tudi na pomen športa v življenju svetnikov, zlasti blaženega Petra Jurija Frassatija, zavetnika športnikov, ki bo 7. septembra razglašen za svetnika. Nihče se ne rodi kot prvak, nihče kot svetnik. Vaja dela mojstra tudi v ljubezni, je povedal. Cari sportivi, la Chiesa vi affida una missione bellissima. Essere nelle vostre attività riflesso dell'amore di Dio Trinità. Dragi športniki, cerkev vam zaupa lepo poslanstvo biti v svojem delovanju odsev ljubezni trojedinega Boga v dobro vas in vaših bratov. Pustite se vključiti v to poslanstvo z navdušenjem, kot športniki, kot trenerji, kot društva, kot skupine, kot družine. Papež Frančišek je rad poudaril, da se na Marija v evangeliju kaže dejavna, v gibanju celo teče, pripravljena, kot to znajo mame, da se na božji namig odpravi na pomoč svojim otrokom. Prosimo jo, naj spremlja naša prizadevanja in naše vzgibe ter jih vedno usmerja k najboljšemu do največje zmage, tiste večnosti neskončnega polja, kjer igra ne bo več imela konca in bo veselje polno. E la gioia sarà piena. Sveto mašo na trgu Svetega Petra pa se je končalo tudi kolesarsko romanje v organizaciji Radia Ognjišče v Rim in Vatikan. Kolesarji upanja so se udeležili svete maše in opoldne molili s papežem Leonom XIV na trgu Svetega Petra. Duhovnik Luka Zidanšek je s papežem in več 100 duhovniki v baziliki tudi somaševal. Svoje vtise je Blaž Lesnik takole strnil. Vsako pravo romanje se začne z namenom, ima svoj cilj in tudi odpovedi. Kolesarji upanja, kakršno ime se je kolesarske karavane prijelo zaradi svetega leta, smo dolgo pot v Rim začeli v deževnem jutru pred svetoletno cerkvijo Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Že prvi kilometri so postavili pred nas izziv vere, zaupanja. Če bi nas vso pot tako pralo kot na začetku tja do Logatca, ko so se osamljene plohe po prehodu fronte odprle prav nad nami, bi bila celotna karavana pred hudo preizkušnjo. Morala v premočenih kolesarskih dresih in pogledu proti temno-sivim oblakom namreč hitro upade. V resnici pa se je že tu na začetku izkazala moč skupnosti, ko je človek sam veliko bolj tuhta in tehta. Ko pa vidi drugega, ki je v podobni, mokri koži, je takoj povlažje. Kmalu je bil začetni dež le še blag spomin, ki smo ga sprejeli kot blagoslov z neba. Začelo se je druge vrste močenje, najprej tisto, ki je kapljalo z naših čel, potem pa še kot nujno polivanje vse bolj vročih glav v vse višjih temperaturah in klancih. Ob premagovanju naporov, skupni pripravi večeri, molitvi, vsakodnevni sveti maši, se je naša skupnost iz dneva v dan krepila in utrjevala. Ko je bil cilj v četrtkovih večernih urah dosežen,
se mi je na trgu svetega Petra pred baziliko utrnila tudi misel, prežeta z veliko hvaležnostjo. Prav vsi smo celi in brez poškodb prišli na cilj, vsak s svojim osebnim namenom in zahvalo. In oboje smo ponesli na oltar bazilike, tako pri sobotni audienci za športnike, kot ob nedeljskem bogoslužju na praznik Svete Trojice, ko smo začutili moč in pričevanje skupnosti vsega sveta. Romarji različnih barv in domala vseh kontinentov smo napolnili tako baziliko, ki sprejme kar 60.000 ljudi, in trg svetega Petra, kjer smo skupaj s papežem Leonom molili angelovo češčenje. Zelo jasno lahko povem, da smo že od začetka naše poti in z vsakim kilometrom bolj čutili, da sta Božje varstvo in blagoslov z nami. Zato res hvala vsem, ki ste našo romarsko pot spremljali in podpirali. Moč molitve, občestva, sodelovanja in povezanosti je podkrepilo tudi sporočilo papeža Leona. Šport rešuje pred pastmi individualizma in digitalnega sveta, predvsem pa uči sprejemati poraz. V umetnosti poraza človeka sooči z najglobljo resnico njegovega obstoja, njegovo krhkostjo, nepopolnostjo, njegovimi mejami. Športnik, ki nikoli ne izgubi, ne obstaja, a veliko je šampionov, ki se po padcu znajo pobrati. Tako papež Leon XIV, sami pa smo se v športnem duhu povezali kot romarji upanja. Tega smo ponesli med svoje domače, sodelavce, ponesli ga bomo tudi na srečanje poslušalcev ob dnevu državnosti v Arboretumu in upam, da še kdaj, tudi na kakšnem skupnem kolesarskem podvigu v takšnem duhu. Papež Leon XIV je katehezo ob jubilejnem letu upanja posvetil enemu največjih krščanskih teologov, škofu Ireneju iz Liona, ki se je rodil v Mali Aziji in se izobraževal med tistimi, ki so neposredno poznali apostole. Nato je prišel v Evropo, ker se je v Lionu že oblikovala skupnost kristjanov, ki so prišli iz iste dežele kot on. Prisluhnimo neposredno papežu. L'Evangelo è stato portato in questo continente da fuori. Evangeliji so v Evropo prinesli od zunaj. Tudi danes so skupnosti migrantov navzoče in oživljajo vero v državah, ki jih sprejemajo. Evangelij prihaja od zunaj. Irenej povezuje vzhod in zahod. Že to je znak upanja, ker nas spominja, kako se narodi še naprej bogatijo med seboj. Continuano ad arricchire a vicenda. Ireneo però ha un tesoro ancora più grande da donarci. Irenej pa nam lahko podarja še večji zaklad. Razdelitve na področju cerkvenega nauka, s katerimi se je srečal v krščanski skupnosti, notranji konflikti in zunanja preganjanja mu niso odvzeli poguma. Nasprotno, v razdaljenem svetu se je naučil bolje razmišljati in je svojo pozornost vedno bolj usmerjal v Jezusa. Postal je pevec o njegovi osebi, še več o njegovem mesu. Spoznal je namreč, da se v njem tisto, kar se nam zdi nasprotno, znova združi v edinost. Jezus ni zid, ki ločuje, ampak je vrata, ki nas združujejo. Ostati moramo v njem in ločevati resničnost od ideologij. E distinguere la realtà dalle ideologie. Cari fratelli e sorelle, anche oggi le idee possono impazzire e le parole possono uccidere. Dragi bratje in sestre, tudi danes lahko ideje vodijo do norosti in besede lahko ubijajo. Meso pa je tisto, iz česar smo vsi narejeni. Je tisto, ki nas veže na zemljo in na druga bitja. Jezusovo meso je treba sprejeti in ga kontemplirati v vsakem bratu in sestri, v vsakem bitju. Poslušajmo krik mesa. Čutimo, da nas bolečina drugih kliče po imenu. Zapoved, ki smo jo prejeli od samega začetka, je zapoved medsebojne ljubezni. Ta je zapisana v našem mesu, preden je zapisana v katerem koli zakonu. Irenej, učitelj edinosti, nas po papeževih besedah uči, da ne smemo nasprotovati, ampak povezovati. Inteligenca ni tam, kjer se loči, ampak tam, kjer se povezuje. Razlikovanje je koristno, delitev pa nikoli. Jezus je večno življenje med nami. Združuje nasprotja
in omogoča občestvo, je zatrdil Leon XIV. Po njegovih besedah, kot romarji upanja potrebujemo nekoga, ki se odloči za skupnost, drugi pa nam bodo potem sledili. Kot Irenej, tako tudi v vseh naših mestih znova gradimo mostove tam, kjer so danes zidovi. Odpirajmo vrata, povezujmo svetove in bo prišlo tudi upanje. Pri sredini splošni audienci pa je papež Leon XIV na temelju prilike o zdravljenem hromem človeku spregovoril o naših okoliščinah, ko se čutimo, da smo prišli v slepo ulico in da nimamo več upanja. Takrat se lahko vdamo v usodo in ker smo razočarani, nimamo več volje, da bi se borili. Včasih si mislimo, da se nam stvari dogajajo, ker preprosto nimamo sreče. Jezus pa je hromemu pomagal razumeti, da ima življenje tudi v svojih rokah. Povabil ga je, naj vstane in vzame posteljo. Si tratta di camminare, prendendosi la responsabilità di scegliere. Gre za to, da se odpravimo na pot, da prevzamemo odgovornost za odločitev, katero pot izbrati, in to zaradi Jezusa. Dragi bratje in sestre, prosimo Gospoda za dar, da bi razumeli, kje smo obtičali in ne znamo naprej. Poskusimo izraziti našo željo po ozdravljenju. In molimo za vse tiste, ki se čutijo ohromljene in ne vidijo nobenega izhoda. Molimo, da bi znova zaživeli v Kristusovem srcu, ki je resnični dom usmiljenja. Che è la vera casa della misericordia. Na velikem praznovanju vere čikaške nadškofije v parku White Sox je prejšnji konec tedna mlade vernike preko videosporočila nagovoril papež Leon XIV. V ganljivem nagovoru, prežetem z osebnimi spomini na domače mesto, jih je spodbudil, naj gradijo skupnost, sprejmejo Božjo ljubezen in postanejo svetilniki upanja v svetu, ki ga pogosto pozablja na sočutje in solidarnost. Več Andrej Šinko. Oče, Sin in Sveti Duh živi v popolni ljubezni in skupnosti, ki jo želi deliti z nami. Zato ste danes tukaj. Kot cerkev, kot družina, kot skupnost vere, je dejal Sveti Oče in izrazil svojo hvaležnost vsem, ki so se udeležili praznovanja na praznik Svete Trojice. Posebej se je obrnil na mlade, ki se soočajo z negotovostjo, osamljenostjo, posledicami pandemije in duhovnim iskanjem. Bog vas išče, vas kliče skozi Sveto pismo, prijatelje, dedka, babico. Poglejte v svoje srce in odkrijte, da ste ljubljeni. In to ljubezen delite naprej. Poudaril je, da se v služenju drugim rojeva resnični smisel življenja. Gradimo skupnost, gojimo prijateljstvo in najdemo moč v Gospodovi milosti. Tam, kjer vlada tesnoba, lahko Božja ljubezen ozdravi, kjer je žalost, lahko občestvo prinese upanje. Sveti Oče je mlade označil za obljubo upanja za svet in jih spodbudil, da se ne ustrašijo nemira v svojem srcu. Tudi Sveti Avguštin pravi, da je naše srce nemirno, dokler se ne umiri v Bogu. Ne zatirajte tega nemira. Dovolite Bogu, da vstopi in vas uporabi za svoje poslanstvo, je še dejal. Na družini so v tem tednu predstavili zadnjo okrožnico papeža Frančiška, ki je njegova duhovna oporoka. V njej nam preko podobe Jezusovega srca približa vso njegovo ljubezen, ki ni le čustvo, ampak predvsem darovanje. Okrožnico so predstavili ljubljanski nadškof Stanislav Zore, jezuit pater Marjan Kokal in urednica zbirke doktorica Alenka Arko. Doktorica Alenka Arko je povedala, da gre predvsem za teološko usmerjeno okrožnico papeža Frančiška, ki velja za njegovo svojevrstno duhovno oporoko. On sam pravi, da je Jezusovo srce, Kristusovo srce sinteza evangelija, lahko pa rečemo tudi, da je vrh naše vere, zato ker Kristusovo srce kontempliramo na križu, to se pravi v velikonočni skrivnosti. Nadškof Zore je spomnil, da je srce pojem, ki povzema celega človeka, torej tudi vse naše čute in čustva, kar poudarja tudi papež Frančišek v svoji okrožnici, ki s pojmom Jezusovega srca približa njegovo ljubezen do nas.
Največja spoznanja so spoznanja srca, tega notranjega središča, ki je za vse različne tehnike in stroje neulovljivo. Srce, v katerem prebiva Bog. Pobožnost do srca Jezusovega tako papež Frančišek približa v samem bistvu, ne kot neko pobožnjakarstvo, ampak kot ljubezen, ki izhaja iz tega srca. Prav v tem srcu lahko damo prostor Bogu, da nam spregovori, je poudaril jezuit pater Marjan Kokal. Predvsem gre za izkušnjo daru, ki ga prejemamo od Boga v samem neposrednem stiku z njim. Lahko bi rekli, da gre za notranji pogovor identitete z identiteto. Se pravi, naše identitete z Božjo identiteto za neko izmenjavo. Doktorica Arko pa je izpostavila, da je na nas predvsem to, da se odpremo Božji ljubezni, ker sami po sebi ne moremo ljubiti. Spravi, mi vedno prejemamo ljubezen od Kristusa. Tisto, kar lahko pa naredimo, je pa, da odpremo naše srce tej ljubezni in tako se bo svet spreminjal. Pobožnost do Jezusovega srca in njegovo sporočilo sta po besedah nadškofa Zoreta vedno aktualna. Treba pa je vedno znova prepoznavati tista področja, ki jih je treba prepojiti z Božjim. Pred 200 leti je šlo za močan odgovor na janzenistični rigorizem, ki je prezrl Božje usmiljenje. Možje in žene tega našega časa potrebujejo to srce, da bi spoznali Boga in samega sebe. Bog je danes bolj na obrobju, ne pa v središču naših odločitev, je poudaril nadškof Zore in dodal, da potrebujemo Jezusovo srce za izgradnjo civilizacije ljubezni. Ker ko se ozreš v to Jezusovo srce, ne moreš ne srca in ne oči zapreti pred dejstvom, da to srce ljubi vse, čisto vsakega človeka. Je še dejal nadškof Zore. Islamski skrajneži Fulaniji v Nigeriji so minuli konec tedna vdrli v mesto Jelevata v nigerijski zvezni državi Benue in v 3-urnem izbruhu nasilja okrutno pomorili najmanj 200 nigerijskih kristjanov. Mednarodne človekoljubne organizacije poboj označujejo za najhujšega na tem območju doslej. Za vse žrtve in preganjane moli tudi papež Leon XIV. Več Tanja Dominko. Po navedbah organizacije Pomoč cerkvi v stiski so islamisti 13. junija napadli kristjane, ki so živeli kot notranje razseljene osebe. Zažgali so stavbe, v katere so se zatekle celotne družine in z mačetami napadli vse, ki so poskušali pobegniti. Napadalci so vdrli v domove kristjanov in kričali Allahu Akbar, Bog je velik, nato pa povsem naključno pobijali ljudi. Poleg tega so z gorivom netili ogenj na vhodih v bivališča razseljenih oseb, nato pa so začeli vse povprek streljati na območju, kjer je spalo več kot 500 ljudi. Župnik je ob tem za las ušel smrti, saj je padel na tla, ko so napadalci začeli streljati. Drug duhovnik iz škofije Makurdi je izrazil odločno kritiko do nigerijskih organov pregona, ker so na kraj dogodka prispeli šele naslednje jutro in dodal, da je bilo to daleč najhujše grozodejstvo, ki so mu bili priče. Tudi sicer Nigerijo že dolgo pretresa nasilje. V postnem času in velikem tednu so Fulaniji v osrednji Nigeriji ubili več kot 170 kristjanov. Od tega je bilo v velikonočnem tridnevju med 18. in 20. aprilom 72 smrtnih žrtev samo v zvezni državi Benue. Nenehni napadi so še naprej vir resne zaskrbljenosti zaradi verskega preganjanja in neukrepanja vlade v tej zahodnoafriški državi. Tamkajšnji cerkveni voditelji so večkrat pozvali k mednarodni pomoči, saj po njihovih besedah islamski skrajneži že izvajajo svoj načrt, da bi zasedli celotno ozemlje in območje etnično očistili krščanske navzočnosti. Na jubilejnem romanju v Rim so se madagaskarski škofje srečali s papežem Leonom XIV, ki je njihovo navzočnost označil kot znamenje edinosti in jih pozval, naj bodo romarji upanja, najprej zase kot pastirji, nato pa tudi za svoje ljudstvo.
Sveti oče je izpostavil skrb za duhovnike in posvečene osebe ter pohvalil misionarsko živost tamkajšnje cerkve, ki jo ohranja tudi pričevanje svetnikov in mučencev. Škofe je spodbudil k konkretni skrbi za revne in jih pozval, naj skupaj z verniki varujejo stvarstvo ter ga branijo s pravičnostjo in mirom. Nadaljujte svoje služenje s pogumom in upanjem, je sklenil papež in jim zagotovil svojo molitev. Papež Leon XIV se je v ponedeljek srečal z udeleženci poletne šole astrofizike, ki jo prireja Vatikanski observatorij. Mlade je spodbudil, naj delijo znanje, veselje in čudenje nad vesoljem, ki se porajajo ob kontemplaciji stvarstva. Njihovo udejstvovanje naj prispeva ne le k znanstvenemu napredku, temveč tudi k gradnji prijateljstev in pravičnejšega sveta. Letošnja tema šole je bila raziskovanje vesolja z vesoljskim teleskopom James Webb. Papež je poudaril, da nam ta omogoča vpogled v nastanek planetov in galaksij ter v morebitne znake življenja na eksoplanetih. Ob tem je opozoril, da je za tem napredkom ogromno skupinskega dela in podpore mnogih ljudi. Zaključil je z mislijo svetega Avguština: bolj ko delimo veselje nad stvarstvom, več ga ustvarjamo, za dobro vsega človeštva. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna. V začetku maja je Slovenijo obiskala sestra Christine Minsong iz Indije, ki je vrhovna predstojnica misijonskih sester Marije Pomočnice kristjanov. Gre za red, ki se je rodil prav v Indiji, danes pa deluje že v 14 državah po vsem svetu. Sestro Kristin se je za tednik Družina in Radio Ognjišče pogovarjal novinar Igor Vojinovič, ki je pogovor tudi prevedel. Prevod bo za nas prebrala Maja Morela. Danes je vaših 1410 sester prisotnih v Indiji in po svetu in kolikor vem, so vaše sestre navzoče že v 14 državah sveta. Kako so sprejete med domačini v teh državah? To je zelo pomembno in pomenljivo vprašanje. Poleg Indije delujemo še v 7 afriških državah, kjer imamo 9 skupnosti. V Indiji nas je veliko, v Afriki pa smo prisotne v različnih državah, kjer nas ljudje lepo sprejemajo in so hvaležni za naše delo. Prvo, kar sestre naredimo, ko pridemo v neko okolje, je, da obiščemo družine, posebej uboge in bolne. Z njimi molimo, smo z njimi, jim prinašamo tolažbo. Sodelujemo tudi v župnijah, pripravljamo ljudi na prejem zakramentov, pomagamo pri župnijskem pouku, sodelujemo z duhovniki v župnijskih šolah in preko tega spoznavamo tudi družine otrok. V nekaterih državah delamo tudi z mladimi, skupaj z duhovniki salezijanci, kot denimo v Južni Afriki. V Lesotu imamo posebej šolo za otroke s posebnimi potrebami, duševno in telesno prizadete, ki deluje v okviru škofije. Tamkajšnji škof in celo predstavniki države so zelo hvaležni, da je za te otroke dobro poskrbljeno. V Etiopiji in Svazilandu sodelujemo s škofijami, zlasti na področju pastoralne oskrbe. V Južnem Sudanu delamo z otroki, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, skrbimo pa tudi za gobavce. Vsak teden jih obiščemo, jim nudimo medicinsko pomoč, povijamo rane, prinesemo hrano, oblačila in molimo z njimi. V Afriki nas torej zelo dobro sprejemajo. Prisotne smo tudi v Italiji, v Torinu. Tam delujemo po župnijah, kjer so nas duhovniki in verniki zelo lepo sprejeli. Obiskujemo bolne in ostarele ter delimo obhajilo tistim, ki ne morejo k sveti maši. Če nas nekdo pokliče v stiski za pomoč za prevoz v bolnišnico, smo tam. Delamo tudi v domovih za ostarele. V Nemčiji smo navzoče izključno v domovih za ostarele. Navzoče pa smo tudi v Papui Novi Gvineji. Tam sodelujemo z duhovniki salezijanci v župniji. Poučujemo v njihovi šoli, obiskujemo vasi in družine. Ena izmed zelo ganljivih izkušenj je bila, ko so sestre obiskale zelo revno vas in organizirale, da so jo v celoti začele oskrbovati. Apostolski nuncij je obiskal državo in se zanimal za naše delo.
Ko so mu sestre povedale, da obiskujejo vasi, prinašajo hrano in oblačila, je rekel: prevzemite skrb za celo vas. Povejte mi, koliko je družin in kaj potrebujejo. Na veliko noč bomo razdelili pomoč. In tako je tudi bilo. Nunci je priskrbel denar, sestre so kupile potrebščine in na velikonočno jutro po sveti maši je nunci osebno razdelil pomoč vsem družinam. Na Filipinih v Manili smo šele začele s sodelovanjem. Delamo v župniji na obrobju mesta, kjer so tudi revne četrti. Sestre obiskujejo družine, molijo z njimi, pomagajo v zakristiji in so neprestano med ljudmi. Zato lahko rečem, da nas ljudje povsod lepo sprejemajo. The people are very welcoming to the sisters in all the setups, in all the countries. No, vaša kongregacija pa je znana po močni usmerjenosti v evangelizacijo in služenje. Delujete tudi na področjih tako imenovane prve evangelizacije, kjer Kristusa ljudje še ne poznajo. Zato bi vas radi vprašali, katere pastoralne dejavnosti poleg humanitarnega in socialnega dela ter izobraževanja izvajate med revnimi. Kako je z veroukom, pripravo na zakramente, sveto mašo, pripravo na krščanski zakon? Ali nam lahko poveste kaj o tem? Ne nujno samo v Indiji, zaradi tamkajšnjega preganjanja, ampak na splošno. Na severovzhodu Indije lahko vse to še vedno izvajamo. Tam imamo svobodo, imamo verouk ob nedeljah za otroke, pripravo na zakramente, prvo obhajilo, birmo, poroko in tudi za bolnike. Ljudi pripravljamo tudi za redno udeležbo pri sveti maši, poučujemo verouk tudi v šolah. V vsaki župniji je 5 sester, 2 delata v šoli, 1 v ambulanti in ali vodi internat, 2 pa sta zadolženi za pastoralno delo. Ti 2 hodita v oddaljene vasi in tam ostajata po 3 ali 4 dni. Spita pri ljudeh doma, jesta z njimi, poslušata njihove zgodbe. Zvečer pripravita molitvena srečanja, pouk, duhovne pogovore in oznanjata Božjo besedo. Tudi neverni in nekatoličani se udeležijo teh srečanj. Čez dan obiskujeta družine, bolne, ostarele otroke, poučujeta verouk, odrasle pa zjutraj in zvečer. Ti 2 sestri, imenujemo ju potujoči sestri, obiskujeta tudi družine v župnijskem okolju in pripravljata ljudi na zakramente, sveto birmo, prvo obhajilo in mlade pare na zakon. Obiskujemo tudi družine, ki še niso katoliške. Srečamo se z njimi, pogovarjamo o njihovem življenju in čeprav sprva govorimo o vsakdanjih stvarih, vedno prinesemo tudi molitev. Molimo za bolnike, za stare starše in to jih pritegne. Počasi se bližajo veri. V naši skupnosti imamo tudi 2 gibanji. Gibanje za mlade in gibanje za ženske. Gibanje mladih deluje pod geslom: Mladi evangelizirajo mlade. Veliko mladih ne obiskuje cerkve in ne živi vere, zato jih drugi mladi poskušajo doseči. Gibanje žena se imenuje VAC, Women Apostles for Catechesis, ženske apostolke za katehezo. Mladinsko pa Young Apostles for Christ, mladi apostoli za Kristusa. Ženske učijo katehezo druge žene in družine. Evangeliziramo torej ne le sestre, ampak tudi naši sodelavci, laični pomočniki. Z njimi obiskujemo družine, jih spremljamo in prinašamo celotno pomoč. Imamo tudi program misijonske izpostavljenosti. Enkrat na leto izberemo župnijo in se skupaj, sestre, katehistinje, mladi in kandidatke za redovništvo, odpravimo v vasi, ki spadajo pod to župnijo. Razdelimo se v skupine po 5 in vsaka skupina gre v svojo vas. Tam ostanemo ves teden, od ponedeljka do sobote in izvajamo pastoralno delo. Obiskujemo družine, poučujemo verouk, pripravljamo na zakramente. V nedeljo se nato vsi zberemo v župniji in takrat ljudje, ki so pripravljeni na zakramente, prvo obhajilo, birmo, tudi sklenili. So that's how we, the climax of the mission exposure program we have. Yes. So that's how we evangelize. Zelo bogat program. V tem delu pogovora pa bi vas rada vprašala o vašem obisku v Sloveniji in o programu botrstva. Ste se srečali s Slovenci in prostovoljci, kako je potekalo to srečanje? Yesterday was Sunday, so after... Da, sem.
Po maši smo imeli srečanje z nekdanjimi prostovoljci, ki so v preteklosti že sodelovali z nami. Zanje je bil to čudovit trenutek spominov na delo, ki so ga opravljali v našem inštitutu in na misijonih v severovzhodni Indiji. Povedala sem jim, da se na misijonih in v šolah, kjer so delovali, še vedno spominjajo njihove prisotnosti, tako otroci kot duhovniki in župljani. Na katerih krajih župniki celo sprašujejo, ali bi se lahko vrnili, ali bi lahko spet prišli pomagati. Med nami so zelo lepi odnosi s slovenskimi prostovoljci. Govorili smo tudi o novih šolah, šolah za otroke s posebnimi potrebami in o podeželskih šolah, ki so jih prostovoljci že obiskali. V naših internatih imamo od 150 do 170 otrok iz revnih podeželskih družin. Prosila sem, če bi lahko razmislili o možnosti štipendiranja ali botrstva za te otroke. Ne za vse, ampak za tiste najbolj potrebne iz šole ali internata. Nekateri prihajajo iz družin, kjer je več otrok, včasih 4 ali 5 iz iste družine in starši ne zmorejo plačila. Večini pomagamo brezplačno, kot dejanje usmiljenja. Tudi med otroki s posebnimi potrebami je veliko takih, katerih starši si ne morejo privoščiti stroškov. Zato smo razmišljali o možnosti botrstva in odziv prostovoljcev je bil zelo pozitiven. Iskali smo načine, kako razširiti novico o tem programu po Sloveniji, da bi ljudje izvedeli zanj in bi tisti, ki čutijo, lahko pomagali, tudi darovali, pa čeprav le nekaj evrov, kar že pomeni ogromno za naše otroke v Indiji. Pogovarjali smo se, da bi lahko bilo koristno narediti radijski intervju, nagovoriti več prostovoljcev in župni ter pripraviti preproste letake o našem delu in poslanstvu, ki bi jih razdelili po Sloveniji. We do not have volunteers from other countries. Lahko kaj poveste o sami ideji programa botrstva? Obiskali ste misijonsko središče, torej kako boste z botrstvom pomagali otrokom in kako bo ta pomoč, če bomo našli darovalce, uporabljena v praksi, kako bo program deloval? As far as I can envisage, Mi bomo pripravili podatke o otroku, njegovo ime, družinsko ozadje in tudi okvirni letni proračun, koliko naj bi zanj potrebovali. Te informacije bomo predali misijonskemu uradu, ki bo nato odločil, komu in koliko lahko pomaga. Vsa prejeta sredstva bodo porabljena za šolnino in stroške internata za te otroke. Pobuda za sponzorstvo. Sponzorstvo za otroke v Fernando Center za govor in sluh v Megalaji je že odprto v misijonskem središču Slovenije. Bodoči botri pa lahko pokličejo neposredno v pisarno ali obiščejo spletno stran. Darovi v višini 42 evrov mesečno oziroma 504 evre letno bodo pripomogli k plačilu večine stroška za šolanje enega otroka. Ostali del prispevajo otrokovi starši. Ker je mesečni znesek botrstva za marsikaterega botra previsok, ima vsak varovanec 2 botra, ki mesečno darujeta 21 evrov, kar pomeni 252 evrov na leto. Stroški šolanja vključujejo šolnino, šolsko uniformo, šolske potrebščine in stroške internata. 2-krat letno v mesecu januarju in juliju botrom iz misijonskega središča Slovenije pošljajo pošto s položnicami ter pismom sester misionark. Ker otroci med šolskim letom živijo v internatu pod okriljem sester misionark, jih le te ves čas spremljajo in bodo enkrat letno poslale za botre tudi obvestilo o tem, kako gre njihovemu otroku. Podatki so na spletni strani misijonskega središča, kamor lahko pokličete ali obiščete njihovo spletno stran. Tukaj je povezava za botrstvo Indija v okviru misijonskega središča Slovenije, misijonski center pod okriljem misijonskih sester Marije Pomočnice kristjanov. Kaj pa se zgodi z otroki, ki te pomoči ne prejmejo? Some of those children that who do not get help from here. Nekateri otroci, ki ne prejemajo pomoči, se morajo zanašati na družinske člane ali sorodnike, ki jim morda lahko plačajo šolnino, a stroški internata ostanejo na naši strani, zato moramo zanje poskrbeti mi. Včasih v šoli zberemo od vsakega otroka 1 ali 2 rupiji in s tem podpiramo tiste, ki pomoči ne dobijo. Kupimo jim riž, sladkor, lečo, osnovne stvari, s katerimi jim pomagamo pokriti stroške prehrane in bivanja. And also sponsor some of these children who do not get help.
Kako boste zagotovili, da bo ta pomoč res prišla do otrok in da bo pravilno uporabljena, da bo varna? The money, when it is sent, it is through the bank. Denar se pošilja preko banke, zato moramo za vsako nakazilo voditi natančno računovodstvo. Vsak znesek, ki ga prejmemo, mora biti jasno prikazan v računih, koliko smo porabili za hrano, koliko za šolnino. Tudi računi in potrdila o nakupih so del dokumentacije, zato moramo biti popolnoma pregledni pri uporabi sredstev. Botrstvo je izključno namenjeno otrokom, tistim, ki obiskujejo šolo in so v internatu. S tem pokrivamo njihove osnovne potrebe, prehrano, šolske stroške, učbenike, potrebščine. Za vse to vodimo točno računovodstvo. Those will be with the receipt and we will do the accounting. Ali ta program skupaj z vašim pastoralnim delom prinaša novo upanje ljudem, ki jim služite? Je to zanje znamenje upanja za prihodnost? In pa kakšno upanje prinaša ta program, zlasti zdaj, ko smo v svetem letu upanja? Definitely it brings hope to the people. Da, nedvomno. Naše pastoralno delo, evangelizacija, obiskovanje družin, kateheze in duhovne spodbude ljudem prinašajo novo moč, prenovo vere in upanje. Organiziramo duhovne seminarje, molitvena srečanja, duhovne obnove in s tem ljudem vračamo zaupanje v Boga. Tudi materialno, otroci iz revnih družin, ki dobijo botrstvo, lahko nadaljujejo šolanje. To staršem prinaša veliko upanje, da bo njihov otrok izobražen, da bo poskrbljeno zanj, za njegovo prihodnost. Torej, upanje prihaja tako na duhovni kot na zelo konkreten človeški način. Tudi za dijake pripravljamo duhovne vaje. V internatu imajo letne duhovne obnove in četrtletne spokorne dneve. Poslušajo nagovore o veri, imajo priložnost za spoved in redno obiskujejo sveto mašo. Otroci v šoli za otroke s posebnimi potrebami se vsega naučijo v znakovnem jeziku, zato se morajo tudi sestre, učitelji in duhovniki naučiti osnov znakovnega jezika, da lahko darujejo sveto mašo, spovedujejo in podeljujejo zakramente. Na ta način otroci duhovno rastejo tudi s pomočjo znakov in njihova vera živi naprej. Sign language, even through the sign language, their faith is growing. Celotnemu pogovoru, v katerem je sestra Christine Minsong spregovorila tudi o svojem življenju, boste lahko prisluhnili v eni od poletnih oddaj. Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si